Z nami je dr. Tomaž Erzar, ki je zakonski in družinski terapevt ter predavatelj na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Danes bova govorila o odpuščanju. Kaj pomeni odpuščanje za vsakdanje odnose? Ja, odpuščanje in krivica tako grejo skupaj v naših družinskih odnosih. Dostikrat nehote prizadenemo drug drugega in s pomočjo odpuščanja pravzaprav sporočamo svojim družinskim članom, da si želimo ostati v stiku z njimi, da nam je žal za krivico ali bolečino, ki smo jo povzročili. In seveda, če so druga stran pripravljena slišati to naše opravičilo, potem lahko rečemo, da bodo odnosi harmonični. Kaj pa je v človeku najbolj zaviralna zmožnost odpuščanja? Kako to blokado odstraniti? Ja, odpuščanje je koč nemogoče takrat, kadar je krivica huda. Še posebej recimo, če je to ta oseba, ki nas je prizadela, nek tujec, s katerimi nimamo tesnih odnosov, ne vemo, zakaj je to naredil. Razmišljamo o tem in ne moremo razumeti tega. Seveda takrat odpuščanje ni mogoče. Tudi če bi ga iz ne vem kakšnih verskih ali moralnih ozirov želeli dati nekomu, bi bilo to izsiljeno odpuščanje. Se pravi, dokler krivica ni pozdravljena, dokler ta oseba, ki je bila prizadeta, ni dovolj varna, seveda ne bo mogla ponuditi nobenega sočutja, nobenega odpuščanja storilcu, če tako rečemo. In v tem primeru, seveda še pred odpuščanjem, pride na vrsto to zdravljenje krivice. Zdravljenje krivice se pa seveda ne izteče tako naravno v sočutje do storilca, ker najprej poskrbimo zase. Zato je seveda to odpuščanje en tak zadnji, ampak ključni korak tega, da pride do ene sprave med dvema stranima. Se pravi, kako bi potem opisali, da prakticiranje odpuščanja vpliva na zadovoljstvo v odnosih? Ja, pot odpuščanja, kot sva prej govorila, je dolga. Najprej seveda zdravljenje krivice, se pravi tega, da se sam ne počutim žrtve. Potem seveda zdravljenje tudi tega drugega psihološkega dela krivice, se pravi te vloge žrtve. Jaz lahko nisem več žrtev, nisem več vključen v neke nevarne odnose ali pa neke krivične odnose, ampak v sebi lahko še vedno v svojem doživljanju se počutim kot žrtev. Tudi to je en tak zahteven korak ali pa zahtevna ovira na poti do enega odpuščanja oziroma sprave. Zato gojiti odpuščanje pomeni biti stalno v eni drži, kjer preverjaš svoje doživljanje, torej ali se jaz počutim še žrtev, ali pa sem lahko bolj naklonjen ljudem, vzamem kakšno krivico tudi samo za nenamerno, naključno, in v bistvu razumem storilca tudi po tej plati, da mu mogoče nič hudega ni hotel, ga razumem v njegovi ranjenosti in seveda mu lahko potem pridem nasproti. Najlepša hvala za te odgovore in nov pogled na odpuščanje.